Živijo, danes je še eden tak malo bolj back to school video, čeprav je že kar v redu september in ste že fajn začeli s šolo, upam, da se imate fajn in da uživate. Zdaj, nazadnje sem naredila video o oblačilih in kaj obleči v šolo, ampak danes imam pa tak malo bolj tech video, tako da vsem ljubiteljem tehnologije bo verjetno tale majčkeno bolj všeč. Jaz sem full excited, da vam pokažem, v kaj vse lahko letos uporabite za svoje šolske leto in kje lahko te izdelke najdete. Tako da gledajte video naprej in si... ne vem, kaj sem sploh hotela reči. Nekaj cajta nazaj sem dobila iPad, to si lahko pogledate v mojem videu, ampak pomembna stvar, ko jo rabiš pri taki tehnologiji, je tudi ovitek. Kakor vse ostale izdelke sem tudi ta ovitek našla na spletni strani gizmo.si in tule ga imam, je čudovit. Tale je take lepe vijolične barve in tudi tak zelo kvaliteten je, pa tudi ful uporaben. Zdaj, če ga odprem, evo, takle je noter. Sporočila. V glavnem, tekle zgleda. Ful prednost tegale ovitka je, da ko ga tekle postaviš in nekaj gledaš, če hočeš ga imeti spet v portrait modu, ga lahko samo tekle primeš in daš na tole in ga lahko uporabljaš tudi tekle. Kar bo meni ful prav prišlo, glede na to, da veliko rišem in da imam tule zvesti Apple Pencil in da večinoma rišem tako v temle modu. Tako da je tale ovitek perfekt. Pa tudi na otip je zelo kvaliteten. Tule ima še takle trakec, da ga lahko fajn zapreš, tako en tak zvezek ali pa notebook. Pa ful fajn je, ker ima tule ima luknjo. Zdaj, jaz imam čez mojo nalepko, tako da se ne vidi tako fajn, sicer bi bila fajn jabolka tukaj. Verjetno si jo naredila eno majčkeno manjšo nalepko, tako da se bo fajn videla tule skozi. Ampak je fajn, še vedno piše gorka solo, oziroma, sol. Naslednji izdelek, ker sem že glih pri iPadu, imam tule še eno stvarco, tole je pa tole. Kakor veste, polnjenje Apple Pencila zna biti malo nerodno. In na Gizmotovi strani lahko najdete en tak ful luštkan polnilec za Apple Pencil, ki ga lahko potem postavite noter, takle, date uno dol in to. Pa kar je še meni ful všeč, tule je še ena lukenca, kamor lahko daš pa tudi tisti pokrovček, zato da ga ne izgubiš, ker mene je to ful strah. In pa ga imaš tu not in je lepo na varnem in stoji na mizi in čaka, da ga boš uporabil in zraven se polni. Ful awesome. Potem naslednja stvarca je nekaj, kar bom jaz verjetno ful ogromno uporabljala, sploh kadar kam grem in zraven vlogam. In kakor lahko veste, pač snemanje in uporaba kamere zna baterijo zelo izprazniti. In na isti spletni strani sem našla polnilec oziroma tale powerbank, ki pa ima še eno posebno lastnost, ker je wireless. Se pravi, če nekam grem, ne rabim imeti kabla, sicer lahko ga imam, ampak ga ne potrebujem. Vse, kar naredim, je, daš telefon gor in telefon se polni. Tehnologija. Zdaj se ne polni, zdaj se polni. Zdaj se ne polni, zdaj se polni. To bo zdaj skozi z mano hodilo in tudi po moje, če bi še hodila v šolo, bi bil to top pripomoček, čeprav med poukom ne smete uporabljati telefonov. Ampak včasih se zgodi, da čez noč ne daš polniti in pol je fajn, da ga imaš takle nekje. Tale polnilček omogoča polnjenje 3 naprav naenkrat. Ima zraven 2 USB vhoda, pa še brezžičenje, se pravi enega tukaj, pa še enega tukaj. Omogoča tudi večkratno polnjenje naprave, zato ker pač naše baterije so manjše od tega in ga lahko napolni večkrat. Torej, naslednja brezžična stvarca, ki jo imam, je pa tale diskec. Deluje na podoben način kot tisti polnilec, le da tegale imaš ali na mizi, ob postelji, kjerkoli pač polniš svoj telefon in kakor prej daš gor telefon in že se polni. Tale ima spodaj še eno tako lučko, ki pač prikazuje, ali se tvoj telefon polni, ali je že poln. Ko je poln, se lučka ugasne in tako veš, da je telefon poln. Enako deluje z vsemi napravami, ki pač imajo podprto brezžično polnjenje.
Še eno stvar imam, ko sem jo ful dolgo si že dejansko želela in hotela sem narediti svoj setup na mizi majčkeno tak malo bolj profesionalen in tole je tole stojalo, ki vam ga zdajle poskušam nekako pokazati, ker ga imam pod laptopom, takle izgleda. Vidite ga tule v praksi, takle ga imam na mizi. Če ga hočem kam vzeti s sabo, ga lahko tudi zložim in ga nesem. Računalnik drži nekako na taki razdalji oziroma na višini oči, tako da je ful bolj udobno, kar se tudi meni zdi ful fajn. Stojalo je primerno tudi za druge računalnike, ne samo za MacBook. Zdrži do 9 kg obremenitve, kar je 2x do 6x večja teža, ko pa je teža tvojega prenosnika. Tako da definitivno bo zdržalo in je dosti kvalitetno. Ima tudi protizdrsne tele nožice, zato da ne drsi po mizi medtem, ko ga uporabljaš. In moram reči, da zdaj ga uporabljam že nekaj časa in je top stvarca. Še eno stvar imam v bistvu za prenosnike in za moj MacBook. Tole je tale torba čudovite barve. Nežno, takale, kako se temu reče. Je sicer majčkeno večja od mojega MacBooka. Je glih prav lahko dam noter še tudi kakšne kable ali pa mogoče prenosen disk. Zraven ima še dva tale žepka, da lahko dam še kaj druga zraven noter. Zgoraj ima še tudi takole priročno držalo, tako da lahko tudi še kaj nesem. In je tudi iz ful kvalitetnega materiala. Tudi zelo lahko zaupaš tejle torbi, da tvojemu računalniku nič ne bo. Ful seksi izgleda. Meni je res všeč barva. Ta zadnja stvarca je pa taka majčkeno bolj estetska, kot pa uporabna za šolo, ampak meni je najbolj všeč od tehle stvari. To je pa tale ovitek, tale Spigen 10th Anniversary Limited Edition Classic One ovitek. Jaz, ko so tele ovitki vam prišli in sem ga gledala pri iJustine, jaz sem vedela, da ta ovitek rabim. In ko sem ga zagledala na njihovi strani, sem vedela, da ga moram imeti. In zdaj ga imam tu najboljš, da vam kar pokažem, kak je na telefonu. Sestavljen je iz 3 delov, najbolj všeč mi je pa, ker ima na notranji strani tole. Na notranji strani piše Hello Again. Če ste ljubitelji Apple-a, veste, kaj to pomeni in je full cute. Tudi tule gor ima še full enih takih detajlov in ko ga daš gor na telefon, zelo je tak trpežen in po moje temu telefonu nič ne bo, če ga zdajle spustim po tleh. Evo, čez daš še tole plastiko in pa še spodnji del in je sestavljen. Zdaj, nekateri, ki ste majčkeno mlajši, verjetno ne veste, na kaj sploh to je. To je v bistvu tak spomin na tale računalnik, ki je bil eden izmed najbolj revolucionarnih v Apple-ovi zgodovini. Ampak ne bom vas morila s tem, ker imam še eno stvarco za pokazati, ki pa v bistvu je zelo taka hecna, ampak je presenetljivo zelo uporabna, vsaj za mene. Takole držalo, ki ga lahko daš na mizo in potem lahko s pomočjo magneta, ki ga tudi dobiš zraven, svoj telefon držiš gor na temne stojalu. In jaz trenutno uporabljam tole stvar za moje live na Instagramu in je zelo uporabno, ker lahko imam zraven računalnika, lahko tudi prilagajaš tole glavo, pa tudi tale del je lahko ga postaviš kakorkoli hočeš. Načeloma lahko uporabiš tole stvar za več različnih stvari. Po mojem najboljša stvar je za delanje fotk, ker vem, da nimate vsi najboljših fotoaparatov, nimate nekih stojal in se mi zdi tale stvarca eno tako dobro nadomestilo za to, da lahko pač daš gor telefon in se pol z njim fajn slikaš. To ful ni neki ful uporabno za šolo, čeprav načeloma lahko bi si gor dal kakšne zapiske in ti telefon gor po koncu stoji, namesto da ga imaš na mizi. Veliko dejansko je uporabnosti pri tej zadevi. Presenetljivo. Evo, jaz sem vam moje izdelke na hitro predstavila. Vse te izdelke lahko najdete na spletni strani gizmo.si, povezavo da bo dol spodaj. Poglejte si še njihovo ostalo ponudbo, veliko imajo različnih stvari, ko so uporabne na milijon.
različnih načinov. Lahko najdete stvari za v šolo, nekateri lahko za v službo, lahko za prosti čas, za karkoli. Res je ogromno izbire in ful priporočam tole stran. Že ful dolgo me sprašujete za video o tem, kaj imam na mojem telefonu, na mojem iPadu in pa na mojem računalniku oziroma na MacBooku. Ti videi še pridejo v prihodnosti, danes sem vam samo hotela na hitro pokazati, kere stvari jaz pri moji tehnologiji največ uporabljam in kere so mi najbolj všeč. Še enkrat, pojdite si pogledati spletno stran gizmo.si, upam, da vam je bil tale video všeč. Če vam je bil, mu dajte en like, subscribite se na moj kanal, komentirajte kaj. To je načeloma to. Se vidimo naslednjič. Čau! Night.